Združena levica bi jedla, SDS bi se pustil, desnica zahteva, da so vsaj petki svetle izjeme, levica bi se najraje prehranjevala vsak dan. To so glavni poudarki seje odbora za kulinariko, ki je bila danes v državnem zboru. Poglejmo že nekaj biserov iz današnje razprave. Vsako prikrajšanje ima zelo resne posledice, ker gre za obrok. Raziskave nam lahko povejo, da so načini postenja preživeti nekaj, kar pusti trajne posledice na človekovi osebnosti in na telesu. Če grem na te obroke, ki so bili na posni petek, jaz moram reči, da me je zelo šokiralo, kakšno nedisciplino imamo. Že recimo, da gospod Hanžek vedno pusti solato in zgleda vedno širše. To je ena od stvari, o katerih ne bomo govorili. Prav tako se ne mislim tehtati, sicer pa kršijo post tudi drugi. Veliko zrezkov sem videl v kantini. Jaz ne vem, kaj so se oni tam nočvali, ne? Ampak takrat, ko je bila ta... Ko je bilo dogovorjeno, da se parlament posti, iz Twitter objav takrat, ko sem slikal kosilo, se natančno vidi zelenjava. Bom nadaljeval potem z enim hipotetičnim vprašanjem. Bolj ali manj to delamo vsi. Te vzdržnosti pri nas bolj ali manj se redko drži, razen zdaj, če bi uvedli redne preglede krožnikov, kako bi rešili to vi? Ta sklep o postu je soglasno potrdil državni zbor. Samo en del Združene levice se je vzdržal. Vsi ostali smo bili soglasno za. Kako bomo realizirali to? Jaz sem poklical poveljniški štab, da danes v parlamentarno kantino naštimamo vojsko, ker nažiranje se ne bo ustavilo.